Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je nova epizoda oddaje Moč poslovne podpore. Tokrat je moja gostja Jerneja Agič, svetovalka za osebni in poslovni videz. Draga Jerneja, povej nam, kaj predstavlja zate moč poslovne podpore? Zame moč poslovne podpore predstavlja to, da drugi v trenutku izvejo, kaj lahko od nas pričakujejo. Kdo v resnici stoji v zaledju velikih zgodb? V oddaji Moč poslovne podpore razkrivamo nevidno silo, ki poganja sisteme. Od dinamičnih filmskih setov in protokola javne uprave do hitrega gospodarstva. Spoznajte poklic, ki ni le služba, ampak srce ekipe in temelj zaupanja. Vstopite v svet, kjer se vrhunska organizacija sreča s srčnostjo. Dobrodošli v oddaji Moč poslovne podpore. Danes se bomo dotaknili teme, ki je pogosto razumemo kot zgolj površinsko. V resnici pa ima velik vpliv na naš profesionalni nastop, kredibilnost in samozavest. To je poslovni videz. Z mano je Jerneja Agič, svetovalka za osebni in poslovni videz ter ustanoviteljica podjetja Obleci.se. Vzgajamo stil. Jerneja že več kot 22 let pomaga posameznikom in podjetjem razumeti, kako lahko z zavestno izbranimi oblačili podpremo svojo vlogo in sporočilo. Jerneja, dobrodošla v oddaji Moč poslovne podpore. Ja, lep pozdrav. Jerneja, na kratko smo v uvodniku že slišali nekaj o tebi. Povej nam, kdo si, tudi za tiste, ki te mogoče še ne poznajo. Ja, v bistvu ukvarjam se s svetovanjem za osebni in poslovni videz. Se pravi, da pomagam ljudem, kako se obleči skladno, vendar pa hkrati, da se počutijo tudi samozavestno in udobno v tem, v čem so oblečeni. Kako pa se je začela tvoja poslovna pot? Je že od začetka povezana z stilom, z oblačenjem, ali se je začela kako drugače? Pa jaz mislim, da sem od vedno gledala v bistvu stile in spomnim se tudi, ko sem v srednji šoli obiskovala tekstilno, da sem čez počitnice non-stop ždela v sobi, kjer sem šivala, kjer sem ustvarila unikatne oblačila. Tako da me je potem pot vodila tudi na fakulteto, tekstilno-konfekcijsko v Maribor, potem oblikovanje oblačil v Ljubljani. Potem pa me je začel zanimati človek in predvsem odnos obleka in človek. In sem potem nadaljevala pot v London za imidž konzultantko. Tako da tu se je dejansko začelo to, s čim se sedaj ukvarjam. Super. Kaj pa v prostem času? Kdo pa je Jerneja v prostem času? Ja, predvsem imam najrajši vlogo mame, imam 3 otroke, drugače pa ljubim naravo, če le možno grem v naravo. Rada imam tudi kakšne izzive, kakšno hladno kopanje. Pred časom sem mi uresničila želje, da sem se naučila tudi jezditi. To mi je bilo res veselje, oziroma konji so nekaj, v bistvu, kar me pomirja. Zadnje leta predvsem poskušam udejanjiti to, kar sem hotela v mladosti, tako da sem se prijavila tudi v pevski zbor. Tudi petje me zanima, predvsem pa lepota in narava. To je to, v bistvu, kaj me obkroža. Povej, si kdaj tudi sama se ukvarjala z ustvarjanjem oblačil? Ja, v bistvu cela fakulteta, oblikovanje tekstil in oblačil, tam v bistvu je bilo konstantno ukvarjanje. Tako da to je v bistvu nekaj, kar me je v bistvu izpopolni, kar me navdihuje, ker nikoli ne vem, kaj bo nastalo. Se pravi, ta proces, ki je, ko imaš možnost narediti res vse in potem v bistvu nekako se
kako se vodi v bistvu do končnega cilja. Tako da vedno, no. Omenili sva, da si v tem poslu že 22 let. Kaj te je skozi ta leta najbolj gnalo naprej, da si vztrajala? Vemo, da svet mode, poslovni svet zna biti včasih tudi malo bolj zakompliciran, tudi novosti prihajajo. Kaj te najbolj žene naprej? Ja, res je, ne? Konstantno je nekaj novega, ne? Vsako leto je nekaj novega. In dejansko nikoli mi ni dolg čas, ne? Tako da je zelo ustvarjalno. Kar pa me res žene je pa to, v bistvu, ko smo res mi vsi različni in ko svetujem osebi, ki na koncu v bistvu pride njen tak stil, individualen stil, nekaj v bistvu morda, kar se ona ni predstavljala, da bi tudi lahko bila. In dejansko to me žene, v bistvu, da vsakeč znova pokažemo osebi, lej, ne, vsi smo lahko estetski, vsi smo lahko lepi, samo s pravimi kroji, pravimi barvami, ne, da to poudarimo. Tako da to je v bistvu nekaj, kar me najbolj navdihuje. Svoje znanje si nadgrajevala tudi na področju komunikacije, retorike, coachinga, osebnostnega razvoja. Se ti zdi ta celovit pristop pomemben tudi pri tvojem delu? Pa v bistvu je, zaradi tega, ker eni imajo ta govor, komunikacijo že položeno v zibelko. Jaz se nisem imela in sem se mogla naučiti te veščine, da v bistvu to, kar vem, da prenesem tudi drugemu, da razume, zakaj je nekaj pomembno, zakaj ni, ne. Tako da v bistvu to je nekaj, s čim sem se jaz izpolnjevala. Je pa ta celostni pristop, da v bistvu človeka res obravnavam celostno, ne? Se pravi vizualno, glede na to, da se mu prilagaja videz na barve, na telo, kakšno je, pa tudi na slog, hkrati pa potem, da je primerno različnim priložnostim, okolju, se pravi, da se oseba dobro počuti v tem, kar je, ne? In da se prezentira s tem. Tako da to je, ne, ena ta celostna podoba, ki pač zahteva malo širše znanje. No, meni si že na začetku, preden sva stopili tukaj v studio, namenila barvno karto, tako da prav gotovo jo bom uporabila. Mogoče lahko kaj poveš o tej barvni karti? Ja, gre se za to, ne, da če recimo tudi medve, če se pogledava, imamo različno barvo las, različno barvo oči in ten kože. To pomeni, da imamo naravno barvitost drugačno in nam potem tudi drugačne barve oblačil pristajajo, ne. In na podlagi v bistvu, ne, tvoje naravne barvitosti sem ugotovila, da si poletje, katere barve ti pristajajo, in v bistvu te barve, ki so naše, v bistvu nam odprejo obraz, pomladijo, osvežijo. Naj bi se pa seveda izogibali tistih barv, ki nam poudarijo sence, ker če nam poudarijo sence, potem pride do izraza podočnjaki, gubice so bolj vidne, obraz je utrujen, tako da v bistvu iščemo te, ki nas odprejo, ki nam poudarijo svežino. Se pravi, tudi nekak naravne barve, ten kože, barva oči, vse lahko vpliva, ne? V bistvu je na koncu, da se dobro počutimo v tistem, v čemer smo. Seveda pa moramo sedaj v poslovnem svetu vseeno paziti, kako se oblečemo. Poznamo, da trenutno v poslovnem svetu je tudi postalo malo neobvladljivo, se pravi, tudi tisti strogi poslovni protokol oblačenja je postal malo bolj sproščen. Kakšno imaš mnenje recimo o belih teniskah na elegantno obleko oziroma tudi pri dekletih, ženskah, zdaj so kar zelo veliko se izogibajo visokim petam, velikokrat vidimo dostikrat nizke čevlje. Kaj praviš ti na to? Ja, res je, ne, razrahljalo se je vse, v bistvu, ne, po koroni, v bistvu, ne, družba se je spremenila, bolj sproščeno je oblačenje in vsakemu posamezniku je zdaj položeno, da sam odloča o tem, ne, kako, ne, se obleče, niso več tista stroga pravila. Je pa res, da še vedno
pa profesionalnost pa ni izginila, ne? Še vedno pa moramo profesionalno delovati. Tako da zdaj ne, o teh teniskah bi tako rekla, odvisno kakšno je naše delovno mesto in kakšno je poslovno okolje. Kakšni ustvarjalni poklici si res lahko privoščijo več, ne? Bolj kreativno, bolj dizajnerske kose, kjer pa v bistvu je pač zaželjena visoka stopnja zaupanja, kredibilnosti. Takrat je pa v bistvu treba razmisliti, ne, ali je to tisto, kar nas podpira, ali pa v bistvu je to morda tisto, kar nam jemlje to poslovno moč, ne. Se pravi, še vedno nekje je potrebno upoštevati tudi ta poslovni protokol oblačenja, predvsem v res strogih poslovnih krogih. Ja, jaz bi rekla, da je v bistvu tako se tudi spremenilo oblačenje, ne. Ni toliko več strogih pravil, temveč da razmislimo, ali nas obleka podpre pri tem, kar mi delamo. Ali je usklajena s tem, kar mi delamo. Ne, da na ta način, da se razmišlja. Jerneja, pa imaš mogoče ti kakšno razvado pri oblačenju? Ja, je kar, ne. Mislim, moram reči, da predvsem, kadar grem z strankami na personal shopping, gledam za njih, kar jim pristaja, ampak potem z enim očem pa znam videti, aha, poglej, to bi pa tudi zame bilo, ne. Tako da znam kjerkrat tudi če ne rabim, ne, vzamem, sicer vem, kam bom nosila, je pa to v bistvu, da me enostavno navdihnejo ta nova oblačila in nov videz, ko vidim, ne, kako, ne, kaj lahko z njim ustvarim še, tako da. Ja. Kakšen stil oblačenja pa ti osebno najbolj paše? Vemo sedaj, da te vidimo, si zelo lepo urejena, barva paše na tvoje lase, na barvo kože. Kaj pa sicer najraje nosiš? Kateri kosi oblačila so ti najljubši? Ja, to je zanimivo v bistvu, da zelo rada eksperimentiram. In želim se videti v različnih slogih. Tudi če grem ven, se znam obleči bolj zapeljivo, mi to ustreza. Če sem v poslovnem okolju, vem v bistvu, da ne, je moja podoba mora biti profesionalna. Seveda rada imam tudi sproščeno garderobo, tako da ni tisto, ne, da bi rekla, aha, zdaj pa ne, samo to rada, ne, imam samo to rada. Tako da rada eksperimentiram, rada se z oblačili izražam v različnih slogih. Super. Jerneja, hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je kratek premor, mi pa se vidimo zopet čez nekaj trenutkov. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moč poslovne podpore. Z mano je Jerneja Agič. Jerneja, povej mi, praviš, da videz zate ni le estetika, ampak je tudi komunikacija. Kako to razumeš? Zakaj tako praviš? Pa v bistvu zaradi tega, ker naša podoba ni nikoli nevtralna. Mi se svojim videzom vedno sporočamo, ali je to pozitivno ali negativno. In kaj vpliva v bistvu na ta videz, na to podobo? V bistvu vplivajo barve, potem linije, oblike in mi jih to drugače doživljamo. In če mi vemo, kaj posamezna barva sporoča, kar posamezna linija sporoča, potem lahko tudi z oblačenjem vodimo vtis. Tako da videz ni samo estetika, je tudi, vendar je tudi komunikacija. Barve sva že omenile, sedaj si omenila tudi oblika telesa. Kaj se ti zdi, da so največje napake, ki jih ženske počnemo, ko se probamo obleči? Tako. Predvsem to, da noben jim ni povedal, kateri kroji jim pristajajo. Ker mi smo pač različno grajeni, ne, različne postave, imamo različne telesne značilnosti in temu primerno so tudi različne oblike oblačil in vsaka postava ima določeno obliko oblačil, ki je skladna, se pravi, da naredi skladnost. Tako da večinoma tukaj delajo napake,
Je pa največkrat, kar sem opazila, da če že ugotovijo, kateri kroj jim pristaja, zgrešijo pri dolžinah oblačil. Tako da to je v bistvu nekaj, kar ne poznajo svojega tipa postave in tudi krojev, ki laskajo postavi. Kaj se ti pa zdi, da so tiste največje napake, ki jih opaziš pri oblačenju v poslovnem svetu? V bistvu zadnje čase opazim to, da je oblačenje res ratalo preveč sproščeno. Tako da se znajo oblačiti, kot da recimo so šle na pijačo s prijateljico, vendar ta videz na delovnem mestu jih potem ne podpre, ne? Ker drugače se moramo obleči na nekem poslovnem sestanku, kot pa v bistvu, če gremo popoldne na kavo s prijateljico, kjer smo bolj sproščeni. Tako da ne, tu je predvsem tukaj vidim, da je napaka. Zna biti pa tudi napaka, da se znajo ženske zaradi varnosti, ki morda ne vejo, kaj je primerno, kaj ni primerno, obleči v eno tako sivino, v bistvu, da ne izstopajo, ne? Ampak hkrati potem jih videz tudi ne podpre v tem, kar delajo. Opažam pa tudi, da znajo biti pa ene ženske zelo pogumne. To pa pomeni, da znajo morda preveč teh trendov modnih vnesti v oblačilo. To je pa zopet, mislim, ne, v poslovno oblačenje. To je pa zopet morda malo pretiravanje, zaradi tega, ker se potem zgubi ta sporočilnost dela, ki ga imamo. Se pravi, že z stilom oblačenja sporočamo nekaj o sebi. To nosi neko sporočilo. Ti verjetno to še toliko bolj opaziš, ko prideš v neko poslovno okolje, tam te nekdo sprejme, ponavadi je to neka poslovna podpora in verjetno tako nekako preslikaš in si ustvariš prvo mnenje o sebi. Kako se ti zdi pri poslovni podpori pomembno stil oblačenja? Mogoče da omeniva kako dolžino kril, potem tudi barvna kombinacija, omenila si te sivine, kako lahko nekdo v poslovni podpori recimo se ustrezno obleče, na kaj mora paziti. Ja, jaz bi v bistvu predlagala tako, ne. Če zdaj oseba nima velikega občutka za estetiko, je fajn, da se drži teh osnovnih barv, ki so, ne, ko so črna, siva, modra, potem pa v bistvu kombinira s kakšno svetlo bluzo, svetlo majico, vendar naj še vedno ima kak dodatek v kaki intenzivni barvi živi, bodi si to rdeča, bodi si to vijolična ali recimo indigo modra, da v bistvu na ta način kombinirajo barve, da ni res tisto nevtralno nevidno. Kar se tiče pa samih dolžin, je pa res, ne, da tako profesionalno okolje priporoča, kolikor je dolžina okrog kolen, da je 5 centimetrov nad ali 5 centimetrov pod koleni. Tako da v bistvu ne so bolj ravne, strukturirane linije, kajti v bistvu te doživljamo bolj strogo, stabilno in te nam pomagajo tudi delovati bolj profesionalno, ne. Saj tudi, če pogledamo policaja, ne, ali pa v bistvu uniforme, to so vse stroge, zaradi tega jih doživljamo avtoritativno, ker če bi v bistvu eno policajko videli v eni taki poletni rožasti obleki, je ne bomo jemali resno, ne. Tako da, se pravi, da prevladujejo te ravne linije, ne. To je nekaj, kar jim bo pomagalo v bistvu delovati bolj profesionalno v poslovnem okolju. In ti kot svetovalka, specialistka na svojem področju za poslovni in osebni videz, tudi opravljaš svetovanja. Kako poteka recimo tvoj delovni dan z osebo, ki ji svetuješ, ki ji pomagaš pri izbiri? Je to samo svetovanje, glede na njen tip kože, glede na njeno obliko telesa, ali greste kdaj tudi skupaj po nakupih? Eno in drugo, v bistvu, ne. Lahko se zakopljem v garderobno omaro in tam iz tistega izdelam stylinge, kjer jih potrebuje. In tu vidim tudi, da delajo ženske veliko napako, ne. Imajo polno omaro in ne, potem nič za obleči. Ampak nič za obleči zaradi tega, ker ne vejo, kaj skupaj skombinirati. To je eno, drugo pa v bistvu si ne dajo priložnosti, da si vzamejo kjer dan in pogledajo v bistvu,
kakšne kombinacije jim skupaj pašejo, ne, in jih potem slikajo, kajti nosijo non-stop eno in isto in potem zjutraj, ko se oblačijo, v bistvu ne razmišljajo, a bi šli te hlače k tisti majici, ki jih imam, ne, ampak že vzemajo to preverjeno, ne. Tako da imajo pa v garderobi res veliko stvari za obleči, tako da to je tudi eno priporočilo njim, da naj pogledajo najprej v garderobno omaro in naj se vzamejo čas in naj poskušajo te kombinacije, kjer že imajo vse, naj si jih fotografirajo, tako da za tiste dneve, ne, ko bojo zjutraj se oblačile, bojo samo rekli, aha, to, ne, to je tisto primerno, kaj je. Tako da, ja, je pa potem tudi svetovanje pri pomoči, pri nakupu oblačil, v bistvu, da se res kupijo tista oblačila, ki jih potrebujejo za ta, ne, poslovno ali pa tudi osebno. Se pravi, lahko te tudi jaz pokličem domov, odpreva omaro in pogledava, kako skombinirati že obstoječa oblačila. In se pravi, ne rabiva ravno v trgovino zapravljati denar za nova oblačila, medtem ko imamo doma res polno omaro kosov, s katerim ponavadi ne vemo, kaj bi počeli oziroma kako bi jih skombinirali. Kaj pa moški? Večinoma zdaj govoriva danes v oddaji predvsem o ženskah, ker je to v poslovni podpori veliko žensk, ampak na vodstvenih funkcijah pa poznamo moške. Pri moških se mi zdi, da ni ravno takega razkoraka kot med ženskim in moškim. Pri oblačenju, kaj praviš ti o tem? Ja, že moški imajo manj možnosti, da falijo, ne, pri oblačenju, zaradi tega, ker tudi ni, dobro, zadnje leta je več modnih trendov, ne, tudi pri njih, drugače pa ne toliko kot pri ženskah. Pri v bistvu moških je predvsem ta osebna urejenost tista, ki je zelo pomembna, ne, v bistvu, da so oblačila zlikana, da niso v bistvu tudi sprana, da so čista, se pravi to, in pa predvsem prileganje. Pri moških mora biti pa res to pravilno prileganje in tukaj znajo narediti napako, ne, da si bodisi vzamejo kak preveliki suknjič, ki so jim predolgi rokavi, ali pa morda s časom jim rata suknjič pretesen, pa potem ne, si zapnejo, pa potem zna se zgoditi, kot da bo poknil gumb. Tako da je treba potem garderobo večkrat prevrteti, pogledati, ali še služi našemu telesu in priložnostim, ali je potem boljše v bistvu kaj novega. Seveda moramo biti tudi pozorni, da je velikost prava, ne, z leti se spreminjamo, tako in drugače, tako da ni nujno, da nekaj, kar nam je bilo 10 let prav, nam bo še vedno danes, tudi če je mogoče še v trendu, ne. Kaj bi pa rekla, da so tiste must have oblačila, ki jih poslovna podpora rabi? Vsekakor to strukturirana oblačila. To je v bistvu nekaj, kar, če mi oblečemo tudi na kakšne džins temno modre hlače, če oblečemo strukturiran suknjič, bomo delovali takoj bolj profesionalno, ne? Ali pa če so to kakšne bombažne hlače. Tako da strukturirana oblačila, to je suknjič, potem hlače, krilo, to je nekaj, kar naj bi, ne, bilo v garderobi, pa seveda v bistvu kakšna lepa bluzica, kakšna zelo kvalitetna tkanina, brez tega v bistvu naj ne bi bilo, ne. Jerneja, hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je zopet kratek premor in se vidimo čez nekaj trenutkov. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moč poslovne podpore. Z mano je Jerneja Agič. Jerneja, danes moram priznati, da sem se kar že veliko naučila od tebe. Povej nam, kako vseeno deliš svoje znanje. Omenili sva individualna svetovanja, delavnice. Je to možno tudi za večje skupine ljudi, prideš tudi v podjetje in potem svetuješ, kako se oblačiti, koliko ljudi največ hkrati lahko vzameš oziroma jim svetuješ, da je potem ta obravnava res celovita. Ja, to je res čisto odvisno od samega naročnika, ne. Imam lahko te delavnice, kjer je seveda za manj osebami, kjer je lahko tudi dosti individualno, to pomeni, da vsakega posebej izmerim, povem, kater tip postave je, kater barvni tip je, tako da res dobi tudi osebna priporočila poleg teh profesionalnih. Tako da to je ena tam od 6 do 10 oseb.
Lahko je pa tudi večja skupina, tudi 30, kjer pa v bistvu podam znanje, je pa res praktično na primerih. Tako da podam smernice, katere so primerne, tako da vseeno ljudje, ko pridejo iz takih večjih predavanj, da živejo, kaj pa moram zdaj v svoji garderobi probati, da spremenim oziroma da podkrepim svojo profesionalno podobo. Tako. Kakšno je pa tvoje mnenje o mladih generacijah, ki prihajajo nekako na delovna mesta, v poslovno podporo, v poslovni svet? Se ti zdi, da bo z njimi težje delati na tej neki ustreznem videzu, poslovnem oblačenju? Pa v bistvu jaz bi tako rekla, naša družba se spreminja in kako hitro se spreminja družba, se spreminja tudi moda. In spremembe v družbi se skažejo tudi v modi in to v bistvu nakazujejo mladi, kako v bistvu prihajajo te spremembe. Tako da mislim, da da jih ni težje delati z njimi. Vsekakor tako kot mi starejši potrebujemo izobraževanje, usmeritve, tudi oni potrebujejo na tem področju. Je pa res, da vsaka generacija nekaj novega prinese. In videli smo tudi, kako se je spremenilo zdaj obdobje po koroni. Tako da mislim, da kar je pomembno, je to, da mi ostanemo v stiku z poslovnim okoljem, v bistvu, kaj potrebujejo v danem trenutku, kakšna je komunikacija, kakšni so odnosi, hkrati k temu tudi potem prilagajamo svoj videz in tudi mladi bodo potem na ta način prilagajali. Tako da jaz se dejansko zgolj veselim delati z njimi, ker prinašajo novosti. Tako. Omenila si, da se morajo izobraževati tako mladi, kot in mi tudi starejši oziroma tisti še malo starejši. Kako se pa ti izobražuješ in nadgrajuješ svoje znanje na tem področju? Ja, jaz zelo rada poslušam kakšne podcaste, potem tudi kakšna izobraževanja, si vsako leto moram nekaj novega na tem področju videti. Je pa to, da se pa izobražujem tudi v smislu, kako kombinirati same kose, same kombinacije, v bistvu tudi širše, tako da zanima me, kako barve postavljajo, kako v bistvu oblike postavljajo na novo, ne samo pri oblačenju, temveč povsod. Jaz rada zavem tudi kako trgovino za interierjem, pogledam, kaj je novega, kako so naredili, kako so barve skombinirali in v bistvu to prenesem tudi na samo oblačenje. Tako da konstantno mi delajo, gledam v bistvu, ki je kaj. Je pa res seveda, da potem, kar se tiče te poslovne mode, pa spremljam v bistvu smernice, kjere prihajajo, kjere so, vendar še vedno res želim ostati v stiku z poslovnim okoljem, v bistvu, da vidim, ali sploh te podprejo posameznika, ker to je bistvo, da ga podprejo, ne da ga okalupijo. Pa verjetno tvoja podpora ni samo v poslovnem svetu, ampak tudi v osebnem, Svetuješ tudi na osebnem področju, ki je mogoče, da pride nekdo do tebe, pa ti reče, zdaj si pa želim, da mi svetuješ, kako se naj jaz oblačim v vsakdanjem življenju, kaj meni paše. Imaš tudi take primere? Ja, v bistvu skoraj največkrat je takih, ker potem v bistvu reče, rada bi imela tako, zato je za moj prosti čas, potem pa tudi v službo, tako da ni zdaj več toliko, da si vzamajo, to bom pa imela poslovno garderobo, to bom pa imela za prosti čas. Tako da teh je v bistvu največ, ker to je v bistvu osnova, da jim sploh povem, takšni kroji ti pristajajo in potem je to tudi izkustveno, kjer v bistvu se oblačijo in jim pokažem, če imaš v bistvu tako dolžino, pa tako širino, k tebi pašejo taki kroji zgoraj, taki vzorci, tukaj moraš barve kombinirati, tukaj daš fokus, tukaj ne. Tako da je izkustveno in oseba se vidi prvič in v bistvu to je v bistvu tisti čar, ki mene tudi naprej žene, da vidijo, jaz sem pa tudi lahko skladna, ne samo, da se primerjajo z drugimi. Tako da nekako vedno je to osebno, ko potem se prilagodi poslovnem oblačenju. Kaj pa praviš na to, recimo sedaj umetna inteligenca že marsikaj svetuje, pove, marsikdo se slika, naloži fotografijo, postavi prompt, naj mu pove,
kaj mu najbolj paše, na njegov stil. Se ti zdi, da bo v prihodnosti to na nek način izpodrinilo tvoje delo, ali bo še zmeri ti tista, ki boš vseeno znala svetovati glede na ti posebej? Mislim, da je to vsekakor dobrodošlo, v bistvu, ne, da morda tudi tako vidijo, ne, aha, poglej, ne, jaz sem tudi lahko tako oblečena, ali pa v bistvu, da si dajo pogledati, aha, katere barve so njihove. Vsekakor pa mislim, da to ne bo izpodrinilo, ker mi smo vseeno značajsko drugačni in slog oblačenja je drugačen. In v bistvu to je tisto tudi, kar ne, ko oblačim osebo, v bistvu vidim, ali je to nekaj, kar njo podpre, kar se počuti samozavestno, suvereno v temu, ne, ali pa ne. Zaradi tega, ker v bistvu dve silueti sta lahko popolnoma enaka, vendar, ker smo mi karakterno drugačni, je naš slog popolnoma drugačen. In tu je v bistvu moje delo, ne, da v bistvu prilagodim osebi, da v bistvu jo podpre, da zaživi v temu, ne, individualno. Tako da se ne bojim. Ko sem ti že ravno omenila v bistvu prihodnost, kaj vidiš v prihodnjih letih, desetletjih kot spremembo, predvsem na tem področju poslovnega oblačenja? Pa v bistvu mislim, da kar se ne bo spremenilo, je to, da mi za svojo podobo bomo vedno sporočali, ne? Vedno, kjerkoli bomo, vedno bomo pač želeli biti profesionalni, je pa res, da bomo morda prilagajali na drugačen način to profesionalnost, se pravi to skladno z poslovnim okoljem, ki se bo spremenil. Tako da mislim, da gre v bistvu oblačenje bolj k temu, res, da pogledamo, ali nas to podpre pri temu, kar mi delamo. Ne, da niso zdaj te dres kodi taki, da nas okolupijo, ampak da nam pomagajo zavestno obleči se, da se v temu dobro počutimo tudi, ne. Tako, se pravi, tudi v prihodnje se bo sledili nekim ustaljenim smernicam, seveda z manjšimi spremembami. Tako. Maja, te bomo lahko videli tudi na kongresu ADMA. Ja. Povej mi, če se mogoče pa dotakneva še kongresov, izobraževanj, je tudi tam pomemben stil oblačenja, kako nekdo pride na tak dogodek? Ja, vsekakor je, ne, ker v bistvu mi sami moramo vedeti, kaj želimo sporočati, ne, kako želimo, da nas v bistvu drugi dojamejo. In kaj, v bistvu, kakšne ambicije imamo tudi, ne? Tako da v skladu s tem se potem tudi uredimo, ne, vizualno. Tako da vsekakor je, ne, ker naša podoba nam pomaga tudi pri komunikaciji z drugemu, ne, lažje komuniciramo, nakažemo spoštovanje tudi. Tako da jaz bi pač priporočila, da se tudi, ne, tukaj da se prilagodijo takšnemu kongresu. Tako, je to le kongres, uraden dogodek, kjer ponavadi se srečuje poslovni svet, poslovna administracija in tudi tam je pomembno, da pokažemo svojim videzom, damo tisti prvi vtis tudi ostalim udeležencem. Mogoče za konec na kratko povej, kaj recimo zate predstavlja poslovna podpora. Poslovna podpora kot poslovna moč, tako, poslovnega videza. Jaz bi rekla to, da oseba takoj ve, kaj lahko od nas pričakuje. Tako. To. Se pravi, da da tisti poudarek, da takoj začutimo, kaj se pričakuje. Tako, ker v bistvu to je bistvo prvega vtisa, ne. Preden v bistvu mi se predstavimo osebi, kako smo super, kako dobro delamo, kako smo z novosti, ne, seznanjeni in ne vse tiste alineje, da naštejemo, je sogovornik od nas že dobil to kritično oceno. In to je v bistvu ta, ne, moč, ta podpora, ki nam jo da vizualna podoba. Tako. Se pravi, pomembno je tako znanje, kot tudi vizualna podoba in tisti prvi vtis, ki ga naredimo. Tako. Jerneja, najlepša hvala za tale res prijeten pogovor. Veselim se, da se vidimo maja tudi na kongresu ADMA, kjer bomo prav gotovo slišali še marsikaj. Danes smo pokazali, da oblačila niso samo maska, ampak orodje. Orodje, s katerim lahko podpremo svojo vlogo, sporočilo in samozavest. Poslovna podpora je pogosto
obraz organizacije, zato je zavesten profesionalni nastop še toliko bolj pomemben. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji Moč poslovne podpore.